gremo na prvo predavanje. En lep, velik aplavz prosim za Saro Isakovič. Amo, svojega. Imam svojega. Ajde, razturi. Čao. Dober dan. Zdi se, kakor da je večer, ampak je dan. A ste v redu? Ja? Jaz sem zelo vesela, da sem danes tukaj z vami, a lahko še jaz vidim, ker prej se nisem mogla obrniti. Kdo je bil lansko leto tukaj? Okej, ne velik. Super, Jure, čestitke. To je pohvala. Jaz sem, tako bom rekla, počaščena, da sem lahko ponovno v vaši družbi. Jure mene poklical in rekel, Sara, jaz se tebe res želim še enkrat na odru, sem rekla z veseljem, s tistim znanjem, ki ga imam, ga danes podelim z vami. Sigurno ste me spremljali, nekateri, čeprav večina je ful mlajših, še vedno me Slovenija pozna po tem, da sem plavala in rečejo, Sara, a tista plavalka? Rečem, ja, že 17 let je od olimpijske medalje, tako da nekaj časa je že minilo in če me spremljate, vem, da nekateri se zadnjih 17 let ukvarjam s psihologijo, bolj podrobno tudi z nevropsihologijo, tako da danes malo tudi o tej tematiki in zato sem tudi prinesla sabo možgane. Da vam povem malo več o vaših možganih in kaj se dogaja, ko smo mi res toliko časa na naših telefonih. Ampak še preden pridemo do tja, ker je eno leto hitro naokoli, a se strinjate? In kmalu bo ta 1. januar. Dajte si predstavljati, da 1. januarja vam nekdo takole podari pogodbo, pa reče, podpiši jo. In ko je tebi ime? Loro. In Loro reče, kaj pa imam za podpisati? In gor piše, letos boš 3 mesece preživel na svojem telefonu. In to je čas, ki ga nikoli ne boš dobil nazaj. In Loro reče, itak. Ne, kaj bi rekel Loro? Seveda, da ne. Ampak jaz stavim danes, da smo mi to pogodbo podpisali 1.1.2025. Pa da vidimo. Ajde, underdog fani, vsi ven telefone. Res, saj tale prva tretjina, no? Kolikor vas lahko da ven telefon, ne rabite vsi, ampak dejte, prosim, ker veste dobro, siguren veste, da obstaja na vašem telefonu settings in ko greš pod settings, dol, vidiš tole ikonco in to pomeni screen time. Nobenemu sosedu ni treba kazati, vse tole je zelo anonimno, ampak prosim, če greste na screen time in od zgorej piše daily average, če imate iPhone, zdaj ne vem, kako je na drugih pametnih telefonih. Ja? A je kdo uspel najti svoj daily average? Jej, bravo, Loro, mi vas leti to. Mi vas povezana, vidiš, kaj sem te zbrala v publiki. Okej, zdaj pa sledeča naloga. Tukaj imate QR kodo in saj tale prva tretjina, zdaj upam, ne vem, če dodol sploh dela, prosim, vzamite svoje kamerce, skenirajte QR kodo in prišli boste do vprašanja, ki sledi. Koliko ur na dan v povprečju preživite na telefonu? Zdaj tako, ker seveda smo mogli prezentacije svoje vnaprej poslati, zato da vse štima, nimam live tega pola, pa svojega laptopa, da vam pokažem, ampak upam, da mi boste verjeli, ko bom rekla, da je povprečje, koliko? 3 do 4 ure. Ja? Tudi vidite. Okej, nisem vedela. Okej. Zato, ker tudi cela, bom rekla, statistika okoli tega in znanost, ki to raziskuje, točno to ponazarja, da povprečen človek je danes
Drugač, 3 do 4, viš, ste še zelo dobri, saj zato pa poslušate Underdoga. Lahjo. 4 ure je povprečje na dan. Kar pa pomeni, da če mi to skalkuliramo, koliko je to ur na leto, je to 1460 ur na leto. In če rečemo, ok, pa namo tiste ure štel, ko spimo po noči, dajmo reči, da je to 16-urni dan, budni dan, in to številko delimo 16 in dobimo 91. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo letos v povprečju 3 mesece preživeli na svojih telefonih. In zdaj boste rekli, ampak Sara, mi gledamo od Jureta podcaste, pa tudi tebe spremljamo, mogoče kakšna minuta tukaj noter. V redu, vse okej. Ampak grem glavo staviti, da 1/3 tele številke gor je pa popolnoma brezciljno scrollanje. A je res? A si to priznamo? Ok. In če je to samo en mesec, en cel mesec, kaj bi mi delali namesto? Kaj drugega bi delali? Kaj bi počeli? Zdaj, nobenega ne obsojamo, to je zdaj, by the way, to je samo čas na telefonu, kaj je šele drug screen time, ko smo v službah, ko smo za laptopih in tako dalje. Ampak naša generacija, kaj šele tistim mladostniki, ki so danes stari 10, 12, pa imajo že telefone. Naša generacija, če bomo živi, tam do 100. leta, bomo 20 let našega budnega življenja preživeli na telefonih. Se pravi, 100 let stara mama, jaz sem že 100 let stara, pa ko gledam nazaj svoje življenje, rečem, 20 let sem bila na telefonu. Kar malo zaskrbljujoče. Pa ne samo to, da je to čas, katerega nikoli ne bom dobila nazaj. A ja, tukaj gor ste tudi. Živjo, a takole smo na bliz. Ja, super, oj. Nobenega ne vidim, ker so res tako močne luči. Ne samo, da ta čas zapravljamo, ta preostali čas, ki ga imamo, ni nujno, da je najbolj kvalitetno, da ga kvalitetno preživimo. Zakaj? Zato, ker zdaj pravijo, da obstaja pojav, ki se mu imenuje brain rot. Z vsemu dodatnemu času, ki ga imamo, se pa dogaja nekaj drugega v naših možganih. V bistvu možgani, kot da ne, gnijejo od te prekomerne stimulacije in neskončne distrakcije. In jaz vam tukaj danes predstavim 8 različnih, zame izredno zaskrbljujočih posledic, kaj se dogaja z našimi možgani, ko nismo na telefonu. Sledeče, res se lahko pojavi huda zasvojenost. Tudi če je v manjši obliki, šteje kot zasvojenost. Kognitivno smo izčrpani. To že sami dobro veste. Odvisni smo od zunanjih potrditev, brez fokusa. Koliko nam je težko danes ohranjati to pozornost, da smo učinkoviti, da smo produktivni. Bežimo od tega nelagodja nazaj v telefone in se popolnoma zgubimo stik sami sabo, zgubimo stik z drugimi. Konstantno podoživljamo mikrodoze stresa. Reagiramo impulzivno, lahko večkrat kot ne. Kaj šele motivacija? Kam gre? Pa samo toliko, da povem, mi, ki smo tukaj majhen starejši, pa nismo dobili telefone pri 12 letih, nam gre še dobro.
najstniki danes, katale možgan tukaj noter, kje, da je niti slučajno komaj se začel razvijati. Kaj šele v prefrontalnem korteksu, kjer se skriva vsa inhibicija, samokontrola, da oni lahko nadzirajo svoje impulze, svoj notranji svet. Tega ni še. In najstniki danes še bolj nastradajo. Tako da imejte v mislih, ampak kdo tukaj doma stare od 10 do 16, tam nekje? Wow, dost. Jaz upam, da nimajo še telefonov. V redu. V naslednjem lifeu, mislim, da naša generacija staršev, moj je na srečo šele bo 5 let star, smo se končno začeli zavedati, mogoče nekateri, nič ne mislite, da ste kaj zamudili, vse se to nazaj da restrukturirati, programirati na izredno zdrav organ v naši lobanji, ampak ja, si znate predstavljati, da to, kar bom povedala, pa imate v mislih svoje domače najstnike, zna biti še veliko huje. Prva točka, izredno fascinantna. Mi mislimo, da smo zasvojeni s telefoni. Mi nismo zasvojeni s telefoni. Mi smo zasvojeni z dopaminom, z občutkom nagrade, ki ga naš telefon nam nudi. Zdaj, kako se to zgodi? Naši možgani so napeljani za preživetje. Ja? Okej. In tale možgan hodi po svetu, kakor da je še 200 000 let nazaj, ker je evolucija poskrbela za to, da ko hodimo po svetu, iščemo vire, tiste, ki jih rabimo za preživeti. In v iskanju teh malih nagrad, ali je hrana, ali je povezanost, karkoli to že je, naši možgani izločijo dopamin. Zakaj izločijo dopamin? Zato, ker ti, ko si v iskanju neke nagrade, možgani rabijo dodatno motivacijo, da ti rečejo, Lauro, nadaljuj, ja, stopinje v snegu si najdu, the best, tam ena žival, ki te čaka, ko jo boš nažalost ustrelil, ampak se rabiš preživeti. In Lauro vidi te stopinje v snegu, valjda ne bojo možgani rekli, Lauro, zdaj se pa malo uset, ja, se že dolg prehodu. Ne, ampak ti bojo dali boost, motivacije, nadaljuj, tukaj nekje se skriva ta nagrada. In zakaj to rabimo vedeti? Zato, ker tale naprava sheka najbolj primitiven sistem našega preživetja. Res? Na kakšen način? Tukaj noter konstantno neka nagrada, neka novost, stimulacija, ali pa bežiš stran od neudobja. Tudi to se nagradi v možganih. Pozornost. V kaj vlagamo našo pozornost? Če je tamle več stimulacije, bo možgan rekel, to mi delaj, kaj novega, no like, kaj še no like, no message, no follower. In možgani v tvoji glavi konstantno mislijo, nekaj iščem. Kaj pa iščem? Ja, nek vir, ki bom rabil za svoje preživetje. In misli, da te ohranja živega. Ampak mi se ujamemo v tej pasti. Zakaj se sploh ujamemo? Zato, ker je ta dostop do teh nagrad neskončen. Zakaj misliš, da so naštimali scrollanje? A kao čist random, dajmo narediti en sistem, ki se imenuje scrollanje. To so največji geniji na celem svetu, ki razumejo, da možgani so željni še več in še več in še več in še več. In se nikoli ne konča. Zakaj niso noter dali v sistem, da po 10 minutah scrollanja se ti zablokira telefon? A ne bilo to fajn drugače? Ja, seveda, in gremo. Pa veste, kaj še eno funkcijo imamo? Refresh. Wow, refresh, dajmo refreshati. Dajmo skozi gledati, če kaj novega. In to napali naše možgane, komaj čakajo, da bojo dobili še to eno nagrado. In seveda, kaj se zgodi? Zgodi se ta držljaj,
anticipacija, nekaj novega, nekaj zanimivega, nekaj smešnega, šokantnega. In dobiš to motivacijo, pejt poiskat, dobiš nagrado. Kaj se zgodi po nagradi? Padec, nelagodje in potem možgan reče, pa gremo še enkrat. To je zasvojenost. Gremo še enkrat iskat ta držljaj. Saj imamo mi to moč, bomo videli še na koncu, ampak samo to, da razumete, na kakšen način to deluje. Fascinantno, da so nam takele naprave naredili, sploh te aplikacije, ki so tako zasvoljive. Drugi korak. Ko smo bili živi 100 000 let nazaj, kaj se je zgodilo? Če nismo spadali v en tribe, smo umrli. Ja. In kaj danes se zgodi? Da tale napravca tukaj noter, ta telefonček, meni daje konstantno občutek, jaz spadam, mene imajo radi, glej, kako sem zaželjena. In v bistvu dobim od svojega telefona občutek varnosti. In seveda se čustveno navežemo na to zadevco. Še posebej mladina. Zakaj še posebej mladina? Zato, ker oni še bolj iščejo to potrditev od odzunaj. Ampak sami dobro vemo, da obstaja še ta druga plat. Kaj pa, če te potrditve ni? Kakšna je to huda lahko notranja tesnova, duševne motnje, zavist, nizka samopodoba. Jaz pa nisem taka, glej, koliko ima ona več, glej, kaj ona vse zmore, glej, kaj on je že vse dosegel. In se primerjamo. In izredno vpliva na našo sposobnost razumevanja samega sebe, kdo mi smo, kaj smo mi dosegli, ker smo konstantno v neki primerjavi. In je to tudi zelo huda posledica, res sploh za mlade. Naslednja stvar, kognitivna izčrpanost. Na stotine držljajev na minuto, podzavestno. Saj mi se ne zavedamo, kad ti kao počivaš pa scrollaš. Možgani pa skozi impulze. In seveda se utrudijo naši možgani, zato ker to probajo razumeti, pa planirati, pa odločitev. To so mikroodločitve. In taka čustvena močna upletenost, da se prav scvre prefrontalni korteks. In se počutimo izžete, res cvrte, ker naši možgani nikoli ne dobijo pavze. Res tiste ta prave pavze. Ne veš, kaj mi mislimo? Ja, mi mislimo, zdaj pa prišel ta čas, da si jaz vzamem malo pavze, pa malo počivam. Kaj vzamem v telefon? V roke. Kaj vzamem v roke? Telefon. V roki vzamem telefon, takole se dam na kavč, pa si mislim, zdaj si bom dala duška. Dolg dan je bil, naporen, oh my God, že tako sem izmučena. In potem si misliš, zdaj si jim dala prvošla to nagrado. Kaj se zgodi po 1 uri brez ciljnega scrollanja, ko si rekel, Lovro, sam 10 minut, sam je bilo pa kar že 1 uro? A smo ful bolj sproščeni, nasmejani, energični, spočiti, regenerirani? Odgovor je ne. Oh my God, on telefon daš stran, si misliš, kaj sem si naredila, zakaj? Še vroč je, ne vem, imaš še mravljince kdaj v rokah. In seveda možgani še bolj scvrti. Tukaj sem napisala screen apnea. Današnja generacija, ki smo toliko veliko na ekranih, se zgodi, da pred temi ekrani mi ne dihamo. Zakaj ne dihamo? Zato, ker je stimulacija konstantna, aktivira se celo amigdala, čustveni center v možganih, ki skozi skenira, sem na varnem, sem sprejeta, nisem sprejeta. In smo v blagem begu ali boju, simpatični živčni sistem. In ko je simpatični živčni sistem aktiviran, tudi zelo plitko dihamo ali pa celo ne dihamo. Mogoče pri telefonu, kakšno sekundo, narediš kakšen globoko dih, ampak za računalnikom večina ljudi ne diha.
In ker plitko dihamo, si še bolj potenciramo ta stres in še bolj smo brez kisika in še bolj smo utrujeni in izžeti. Brain drain je koncept, ki pravi, samo da imaš telefon v svoji bližini, se produktivno zmanjša. Pa vam povem potem še v bistvu, zakaj ta kognitivna izčrpanost še na naslednji točki. Kaj se potem zgodi? Konstantna stimulacija, naši možgani na neki točki, ki so tako nevronsko preobremenjeni, se rabijo malo zaščititi. Na kakšen način se zaščitijo, da takrat, ko nismo na telefonu, smo pa malo tako, malo low energy. Zakaj se to zgodi? Zato, ker reče, jaz sem tako scvrta od tega telefona, da zdaj rabim sebe malo zaščititi, energetsko zaščititi. In verjamem, da ste že opazili pojav, ki se imenuje zombie mode. Mladi predvsem kažejo to brezvoljnost, prazno strmenje, nič se jih ne gane, nič jim ni kul. Vprašaš, kaj pa boš, kam greva danes? Ne vem. Kaj pa poj delava? Meni vseeno. A bi to lahko? En gospod se fej smeje. Luka se smeje. Luki živijo. To je obrambni mehanizem naših možganov, ki si misli, glej, ko nisem, sej to je tudi posledica izredno nizkega dopamina, ker imamo boost dopamina, pa pademo dol. Ampak še vedno, kaj taka nevronska preobremenitev, možgani rečejo, ok, daj se malo izklop. Nobenega življenja noter v sebi. A je kdo kdaj od vas že videl, saj mladostnika izredno otopelega? Kot da ni sploh tam. Jaz sem imela večkrat že srednje šolce pred sabo in jih je bilo 200. In vam povem, da od 200 tih mladih je bilo 160 zombijev. In je to hudo, zato ker jih gledaš, hočeš navezati stik z njimi, pa so fizično tam, ampak učke niso žive. Zakaj 160? Zato ker je bilo 40 športnikov. Ker sta bila 2 športna razreda po 20 učencev. Pa so bili saj toliko, da vidiš, da je življenje v tistih učkih. Huda stvar. Ok, in potem, ker čutimo to praznino in to, seveda tudi ta nemir, ki se pojavi, ko nismo skozi na v tistem času, ko nismo na telefonih, težko sedimo s temi občutki. In spet bežimo nazaj v telefon. Joj, dolg čas mi mal mi neprijeten. Nekaj čutim, kar nočem čutiti, pa bom zdaj raj scrollati. Nezavedno, kaj se dogaja, še bolj se odtujujemo stran od sebe. Od tega, da lahko sedimo sami sabo, da se poslušamo, da čutimo, da slišimo. Ker je to način spoprijemanja s tem nelagodjem. In tukaj noter se potem dogaja ta začaran krog. In mi mislimo, da je telefon tisto udobje. Kakšno lažno udobje je to. Tale mene izredno skrbi. Tukaj sem vam omenila mikrostresorje. Sediš za mizo, tipkaš, delaš, naredi bzz. Sigurna sem, da še naprej produktivno delaš. Ne, tvoj možgan tukaj noter reče, nekaj pomembenega. Nekaj pomembenega. Pa rečeš, no se bom nam zdaj čekirala, pa spet možgan. Dej prever, pa ti delaš, pa spet. In ti ne da miru. Zakaj ti ne da miru? Zato, ker rab to tenzijo, ki se je pojavila, sprostiti. In pa je valjda vzameš telefon in čekiraš. In tudi dalj časa rabimo, da potem pridemo nazaj v ta svoj fokus. Tako da, to so te mikrostresorji, zato ker vsak majhen držljaj aktivira podzavestno, zelo hitro, naše mehanizme preživetja v možganih in je skozi neka blaga tenzija. Ok. Impulzivno oblašanje. Ker so možgani toki žeti in scvrti,
Predvsem zato, ker prefrontalni korteks, ki se odloča, planira, aktivira inhibicijo in samokontrolo, je popolnoma brez moči. Kje imamo pa mi to sposobnost reguliranja svojih čustev? Koliko je zdaj več impulzivnega, agresivnega obnašanja? Pri hudih, Miha vam bo to povedal, pri tistih ljudeh, ki so hudo zasvojeni, verjemite mi, to je ta dopamine withdrawal. To je isto, kot kjerkoli druga droga. Agresija na ta telefon. Jaz, ker nisem klinična psihologinja, dobivam e-maile, Sara, prosim, pomagaj nam. Pomagaj nam, ker nam se družina razpada zaradi telefona. In jaz lahko v smislu čuječnosti in iz tega vidika saj ponudim en klic, en razgovor, ampak oni rabijo res strokovno pomoč. Verjamem, da ste tudi kdaj že videli majhnega otroka, če ni vaš, pa nekega drugega, ali pa zunaj nekje, ki je bil na tablici, pa bil na telefonu, pa je mu mamica vzela stran. Kaj ta otroček naredil? Grem se naprej igrati. Ne. Dretje, razpad sistema, na tla se vrže, tablico mi daj. To se lahko zgodi z majhnim otrokom, ki že predolg časa televizijo gleda, pa je telefon veliko bolj zasvoljiv. Tako da tole je tudi velik problem. Ta je pa moj najljubši. Zakaj ta moj najljubši? Zato, ker delam s performerji in moja naloga je, da jaz opolnomočim posameznika z vsemi možnimi orodji, da bo iz dneva v dan čim bolj optimalno funkcioniral. In kaj mi rabimo za bolj optimalno funkcioniranje? Rabimo fokus, sposobnost vzdrževanja pozornosti, da smo osredotočeni na tisto, kar je pred nami. Vrhunski športniki, mi rabimo biti tukaj in zdaj, preden skočimo v vodo. Jaz danes opažam, pa bom kar povedala za športnike, delam z mladimi, ki so na igriščih, ki so na terenih, ki so na odru, se imam tudi performerje, glasbenike, baletnike, pa jih ni tam. Zakaj jih ni tam? Ker nimajo sposobnosti uravnavanja pozornosti, ker 6 ur, ne 4, drugače mladi imajo višje povprečje kot mi, 6 ur trenirajo moteno pozornost. Swipe. In seveda, kad ti prideš v neko okolje, ker rabiš biti osredotočen, fokusiran na plan, na tehniko, na taktiko, na knjigo, ki je pred mano. Znaš, kaj reče možgan? Ja, ne me zdaj hecati. Kaj je tole zdaj za en oder? Ali pa kaj je tole tukaj za en prazen igrišče? Ali pa tale voda, pa ploščica vspod? Pa tale knjiga, beli papirji, črne črke, se ti mal hecaš. In seveda nas spet nazaj vleče v ta telefon, zato ker je tale svet tukaj in zdaj preveč prazen, preveč dolgočasen. In mi rabimo pozornost, če hočemo biti osredotočeni, če hočemo biti produktivni, učinkoviti. Mene pokličejo pa rečejo, Sara, daj priti nas malo motivirati, ker naša organizacija ali pa naš klub nima motivacije. Rečem, ok, še preden se pogovarjamo o motivaciji, dajmo se pogovarjati o tem, kje je vaša pozornost, ko ste vi prisotni na delovnih mestih. Ni problem toliko motivacija, kakor je izziv v tem, da se ti nisi sposoben fokusirati. In fokus se trenira, ne tukaj na telefonih, ampak s tem, da ti sediš, da imaš zaprte oči in meditiraš. Res? Jaz sem vas čisto napsihirala zdaj, kaj se v vaših možganih dogaja. A mi pokažete, kdo je starš? Ok, večina. Hvala, le kar lučke sem dobila. A ste kdaj rekli svojemu otroku, no, daj malo se zbere? No, dej. Kje pa je tale tvoj fokus? Nič nisi osredotočen.
Dej se mal zber. Ma pa najstnik, seveda, v svoji sobi, tudi celo noč, telefon in cel dan visi na temu telefonu. Verjamem, da ta publika tukaj noter ima neka pravila. Ampak mi pričakujemo od tega otroka, da on sedi in se zbrano uči. To je isto, kakor če mu zdaj daš tlele 300 kilsko utež in mu rečeš dvigaj. On pa reče, ne morem. Zakaj ne morem? Zato, ker tega ni vadil, tega ni treniral. In tako, kot so napeljani naši možgani, toliko je fokusa, toliko je produktivnosti. Zato prosim, ne obsojajte mlade, ki nimajo še teh sposobnosti. Treba jih je kultivirati. Usedь se zjutraj po zajtrku pa meditiraj, pa upaj, da se ti bo otrok pridružil. Pa a je kakšna učiteljica tukaj noter? O, tudi. Ja, kar nekaj. Še to vam povem, drage učiteljice, vaši otroci so lahko pred vami in fizično na njihovih ritih. Ampak a vi veste, da večina mladih danes ni prisotnih. In ker niso prisotni, oni ne morejo dojemati informacij vaših, ki jih podajate, ker je glava raztrosena na vse konce in kraje. In ne glede na to, koliko se trudiš, srcem, z dušo, predstavljaš, ne vem, klovna se daš, pa tam entertainaš cel razred. Če večina ni prisotnih, tudi zaradi drugih družinskih travm, ampak predvsem zaradi telefonov, ne moramo pričakovati bistrosti glave, da bojo dojemali, procesirali, kodirali informacije v svoj spomin. Nažalost. In kaj, ko se usedejo tudi pred test, odprejo tiste liste, performance je odvisen od sposobnosti uravnavanja pozornosti. Če oni ne bojo tam, če oni ne bojo prisotni, če oni ne bojo znali uravnavati svoj živčni sistem, ne bojo mogli iz centra spomina vleči informacije ven, ker bo krč in se zablokira. Prefrontalni korteks v možganih in ni učenja. Kaj šele učenja? Ni realizacije tistega učenja. Pa kaj, tak otrok pride domov, prideš domov, pa rečeš, kako je bilo? Ja, dobila sem 3. Ja, a se nismo mogli malo več učiti? Popolnoma nepovezana stvar. Pri športnikih isto, če od staršev, tukaj, ki ste tukaj noter, kdo od vaših mladih športnik, on pride na tekmo in zdaj vas je raztrosen, seveda, ker imajo raztresene glave, že od samih telefonov, zaradi načina življenja, pride na štart in si misli, ne vem, bo zgubil, ne bom zgubil, bom zmagal, me v ta prehitu, me ne bo, kaj se bo zgodilo. In razmišlja mogoče čist preveč v preteklosti in čist preveč v prihodnosti. Zato, ker nima sposobnosti, da se pomiri, da se osredotoči, da izpelje tisto, kar zna. In tudi tak otrok, nima veze, aj šola, aj šport, pride domov, pa kakšen starš reče, več bi treniral. Dajte mi obljubiti eno stvar, dajte najprej preveriti, kaj se je sploh zgodilo, kako da se ni performance izpeljal. Ogromno drugih faktorjev lahko stoji vzadej, ni nujno, da je samo tista fizična pripravljenost. O mentalni pripravljenosti je treba govoriti. Ok, kaj pa tole? Ko se pogovarjamo o fokusu in prisotnosti, ki ga ima redko kdo od nas danes, res se lahko pohvali, znam biti tukaj, znam biti zdaj. Najbolj od vsega trpijo naši odnosi. Zakaj trpijo naši odnosi? Ker smo fizično s svojimi dragimi ljudmi, ampak nas ni tam. Dajte mi obljubiti eno stvar. Prideš domov iz službe.
nisi ready za to, da si prišel domov. Ja? Nisi ready za to, ker imaš polno glavo, ker v avtu nisi naredila dihalnih vaj, pomiritve, meditacije, za to, da prideš domov, ready za to, da si domov. Nisi imela časa, razumem. Prideš domov in samo najaviš, mami je tukaj, ampak je ni. Vem, da me vidite, tukaj sem, lahko me potipate, pošlatate, tle sem, evo me. Ampak, samo toliko, da veste, mene še ni. In čez 15 minut bom tukaj. Če so to vaši otroci, komuniciraš. Ljubi moj, takoj bom s tabo, samo rada bi nekaj zaključila. Partnerju poveš, objameš ga pa rečeš, samo da ti dam ljubčka, ampak ni me še tukaj, ker hočem zaključiti tole, kar še imam. Če res rabaš nekaj zaključiti. Prosim, ne hoditi domov, živčni, ker seveda tisto nekaj niste še uspeli narediti, in to zlivati na domače, ki zahtevajo vašo pozornost. In noben na svetu si ne zasluži bolj vaše pozornosti, kakor vaši domači. Če imate majhne otročke, oni pa najbolj. Jaz si ne predstavljam svojega življenja, da bi bila skupaj z mojim Maksijem v dnevni sobi, ko se on igra, pa da bi jaz scrollala po telefonu. To se v mojem domu ne zgodi nikoli. Razen, če pokličeva familijo v druge konce, na druge države, konce sveta. Da se gledamo, pa se pogovarjamo. Zakaj vam to govorim? Zato, ker iz tega pa izhaja še hujše, globje psihološke travme. On ne razume, mamici je malo hudo, mamica malo beži stran od svojih občutkov, mamica rabi nek crkljanje, čeprav ve, da ta telefon zdaj ve, da nič drugega ne nudi, samo še bolj scvrte možgane, ampak otroček tega ne ve, mami samo scrolla, zato ker beži stran od svojega življenja in svojih občutkov in vsega tistega, kar noče občutiti. On tega ne razume, on si samo misli, jaz, zraven svoje mamice, nisem dovolj. Nisem vreden njene pozornosti. In v stotinki ponotranji zgleda, da je z mano nekaj narobe. In če ne bomo resno jemali svojih odnosov, sploh v vsej tej umetni inteligenci, ki prihaja in nam bo zrukala svet, ne vem, kaj nam bo še ostalo. To, da smo prisotni en z drugim, da se pogledamo v oči, da se vidimo, da se slišimo, da se sploh poslušamo. Kje imam telefon? Matic, ne bo, okej, Lovro. Ja, sem zdaj, okej, nič, ni en Matic je tukaj. Okej, Lovro, prosim, sam se mi pridružiš, sam. Jaz pridem domov, Lovro je moj, ali pa je moj najboljši kolega. No, in, Lovro, hvala, ker si danes moj buddy, ful sem ti hvaležna. Okej, in jaz pridem, evo, no in zdaj te kamere, ja bojo to ujele, okej, jaz sem takole recimo. Okej, in mi dva z Lovrotom se pogovarjava in jaz mu govorim, ja, se te poslušam, ti kar govor. Ja, kaj si rekel? Ne, čak, sam tole še naredim, je tole ful pomemben. In Lovro mi govori, nekaj mi govori, jaz pa kao, ja, se te poslušam. Lepo prosim. Lovro, kako se ti počutiš, samo da imam jaz telefon v roki? Hvala. En aplavz za Lovrota. A lahko, prosim, samo priznate, a se je tole kadarkoli zgodilo? Samo. Kaj samo? Pa ne samo, mi ti še hodiš okoli po hiši, ne vem, perilo ven daješ, ja, poslušam. Daj se ustav. Spusti s peril, bo že 10 minut počakal. Spusti, ne vem, vse mogoče sem ti jaz hotla nekaj pokazati, eno slikco sam, a veš, ko hočeš pokazati eno slikco, dobiš eno drugo notifikacijo, pa skr naenkrat že v neki
aplikaciji in scrollaš, medtem, ko si samo hotel sliko pokazati, ali pa samo hotel nekaj zaključiti, da potem lahko se posvetiš pogovoru. Hitro nas zanese. Ja? Ok, nič skrbeti. Zato je rekel, kaj, we're doomed. Ne, lih to je fora, da mi imamo absolutno moč. Zakaj? Zakaj bi tale napravca tukaj noter, kaj je narejena na tak način, ja, seveda, da je zasvoljivo, da rečeš, tale možgan tukaj noter, ni tako brez moči, by the way. Mi s pravim treningom, s pravimi navadami, s pravim načinom razmišljanja, z malo več čuječnosti, budnosti, prisotnosti, pridobimo vso moč nazaj. Prosim, zapomnite si to, ni noben zdaj kriv. Mark Zuckerberg je kriv, vsi so krivi. Vsi oni so krivi, ki so naredili to aplikacijo. Ok, oni so jo naredili zato, ker je to profit, zato, ker pač, ja, ne vem, zato, ker, ampak še vseeno, kakšna pozitivna plat je. Mi se odločimo, koliko daleč bomo šli. Zdaj, mi, ki smo v odraslih letih, ja, majhen otrok, ki je izredno, bom rekla, še dojemljiv do tega, da se razvijajo možgani na drug način, na bolj zasvojljiv način, si težko pomaga. Ampak mi pa imamo to moč. In zdaj tukaj, jaz sem vam samo pripravila par takih točk, pa bomo pa naredili eno luštno vajo, 10 minut dolgo. Reset rules. Ker prihaja novo leto in smo polni upanja in želja, kaj bomo mi vse dosegli. Dajte na priority. Prvi, tako, ko imate svoje cilje, ambicije, želje, vse, kar ste zapisali, narisali, na prvem mestu je telefon. In rečeš, prva stvar, ko bom letos se odločila, da bom disciplinirana, da bom bolj ozaveščeno sodelovala s svojim telefonom, bo to, da prvo kot prvo si brutalno iskrena. A veš, koliko iskren? Tako, da prideš domov in rečeš, veste, kaj sem jaz danes slišal? Da moram biti brutalno iskren. O čem? Da imam problem. Problem imam, da seveda takrat, ko hočem se malo odklopiti, hočem si dati malo duška, scrollam. Brezciljno, totalno brez veze content. Saj priznaj si to. Druga točka, jaz lahko vam pokažem, jaz to prakticiram, sicer nisem še naredila take mapce, kakor vam bom zdaj povedala, ampak bom. Res bom. Lahko pridete k meni v Radolco. Pa tisti, ki ste z Radolce, sam potrkate. Aplikacije imam čisto na ta zadnji strani. Dajte premakniti res, tiste ta najbolj zasvoljive aplikacije čist na ta zadnjo stran, na ta 3., 4. Zdaj pravijo, da je še boljše, to sem slišala na zadnjič, da si to aplikacijo daš v mapco. Prav še kreiraš folder z imenom, a si ziher. In rabaš iti do mapce, a si ziher, da se potrudiš, da odpreš TikTok. Poj, naslednja, nastaviš si budilko. Timer. 10 minut ali pa 15, lahko si daš duška 15, zato ker je moj reel, ali pa en kratek insert od Jureta. 10-15 minut si daš timer in ko zazvoni alarm, daš telefon stran. Mi si bomo mogli take bariere v bistvu postaviti, zato da se ti zavedaš, 15 minut je že šlo mem. Kaj lahko jaz delam naslednjih 45 minut, ker se nisem zaciklala v 1-urno scrollanje, ampak sem si dala 15 minut, videla, da čist nič pametnega ni, tako da nadaljujmo na meditacijo, na stretching, na zapisovanje dnevnika, na bluzenje v zrak, zvezde glej. A je toliko težko, bodi sam sabo.
Ne rabiš nikamor bežati, bod sam s sabo. Timer. Naslednja stvar, prosim, če prakticirate, da ko ste produktivni, če res ne rabite imeti telefona zraven, ga dej, ne vem, v en predal na drug konc stanovanja. Če ga res ne rabiš, če veš, da bo poštar poklical, pa reč, poštar bo poklical verjetno zdaj enkrat. Ampak tudi, če poštar klice, ga boš slišala z dnevne sobe. Ali pa v ruzak, ne vem, ko si produktivna delovna v pisarni, dej v ruzak. Pa ključavnico. Gor. Sej vem, da večina nas, recimo, ko smo delovni, vse ok, imamo to neko disciplino. Sam poj, ko prideš domov, tako utrujen. Ne, takrat, ja, zdaj se pa lahko prvoščam. Ne prvošč si ga, zato ker ti čisto nič dobrega ne bo naredil, stran ga dej, ali pa si zavrteno muskico, pa malo pomeditiraj. Potem, družinski pogovor, lepo vas prosim. Dejte se pogovarjati na glas o tem, kaj je spremenljivo in kaj ne. Jaz vem, da je to izredno samoumevno in rečeš, Sara, dobro, zdaj že. Kaj je družinski pogovor? Ja, družinski pogovor. Mi doma nimamo telefonov, ko se družimo en z drugim. Ali pa če sta samo dva, če sta partnerja. Ali pa če nimaš nobenega. Imaš skuška, mucka. Tudi tam si, da je mal duška, pa se kušku po svet. Rajš to. Ampak družinski pogovor, da rečeš, ko sva midva skupaj na kavču in če že hočva gledati eno oddajo, ok, telefone stran. Zakaj? Zato, ker ne, valjda, jaz bom na svojemu telefonu, ti na svojemu telefonu, pa oba dva gledava oddajo. Čestitam. Res kvalitetno druženje. In o tem se je treba na glas pogovoriti. Ali pa če že, ima kdo od domačih pa mal krizo, pa vidiš, da je zelo velik na telefonu. Prosim, ne ga napadati. Ti imaš problem, ti si zasvojen. Ponavadi se gremo tako. A mi obljubite eno stvar, da boste prišli do te osebe, ljubljene, drage, zlate in samo mu reči, glej, jaz sem ful rada v tvoji družbi, ko sem mi dve skupaj. Pa če je to najboljša prijateljica. Ful bi mi res veliko pomenilo, če nisva na telefonih, če ven ne jemljeva telefona. A mi prosim to obljubiš? In valjda bo prijateljica rekla, ja, ker se ne bo počutila toliko napadeno. Ti pa rečeš, kaj, ko imaš telefon v zunaj, nikoli nisva skupaj, pa že takrat, ko sva skupaj, nisva skupaj, pa neko napadanje. Iz sebe izhajaj, opažam, da si veliko časa na telefonu, meni bi res pomenilo, če se zmenva za neko pravilo, zato da so midva lahko kvalitetno skupaj. Res hvala, ka me razumeš, ni mi prijetno, ko tolikrat vzameš ven telefon. Jaz te imam rada, jaz te cenim, jaz te spoštujem, rada bi naprej gradila najin odnos. Hvala, ka me razumeš. Tok je to simpel. Ker če boš ti začel napadati, ti boš zdaj veš, kad si na telefonu, še na WC ga vzameš. Kaj? Ne vzamem na WC, ti skozi na telefon. Ne vem, kdo je večji otrok. Naši mehni otročki, a mi ta veliki. Tako da, to imate samo pa čuječnost, če boste hoteli vaditi največjo možno moč vaših lastnih možganov, da bojo bistri, čisti, jasni, da boste imeli sposobnost odločanja in izbiro. Izbiro, kako želite živeti svoja življenja. Izbiro, potem rabite čuječnost, rabite se zavedati. In bolj, ko se zavedate samega sebe, kako vas vleče, kaj se dogaja, od česa bežite, večjo imate sposobnost odločanja, kako se boste odzivali na tisto, kar se dogaja. Z mano trenirajte čuječnost, no v novem letu ogromno programov bo imela online po zelo ugodni ceni. Bolj, ko boste meditirali z mano, večja moč bo, da tale telefonček tam absolutno ne bo mogel dominirati vašega življenja. Če pa že,
ko greš po telefon, ki me že vleče, na poti do telefona, ko roka seže v to smer, se sam vprašaj, stop, zadihaj. Prej, ko boš zadihala, prej se bojo vklopili možgani, da lahko zdaj razmišljajo. A ga jaz res rabim? Samo vprašaj se, a ga res rabim? A je nujno? Ne, ok. Lahko rečeš, trenutno ne grem po svoj telefon, lahko grem pa čez 20 minut. Pa ostani produktivna, delaj tisto, kar si sama rekla, da boš naredila, pa čez 20 minut reč, sem zdržala 20 minut, bom pa ja še 20, pa nadaljuj. In kmalu, korak za korakom, boste vi v bistvu dojeli, da imate čisto vso moč. In zdaj bomo naredili eno tako luštno vajo. V bistvu bom zaključila svoj PowerPoint, pa bomo poj naredili vajo. Takšno, da ko boste vi zaprli učke, boste teli napravi rekli, nimaš moči nad mano. Jaz sem tvoja šefica, ne ti moj šef. In a veš kaj, jaz imam sebe, ful rajš kot tebe. Tako da bomo naredili, ampak tudi eno tako luštno vizualizacijo, danes brez glasbe se nam bo ratalo, se bomo samo malo umirili, 5-6 minut, čisto na kratko, ampak dejte se res zavedati, da sebe date na prvo mesto, svoje zdravje, fizično, mentalno, duševno, sebe. Zakaj? Zato, ker se imaš ful bolj rad. Vprašali so Budo, what's the biggest mistake people make in life? Pa je rekel Buda, the biggest mistake is we think we have time. Nimamo ga. Hitro minevajo leta in vsaka minuta je izredno dragocena. In tam, ko boste vlagali svojo pozornost, tist bo zrastel, kakor ena lepa rožica. Tako da, because we don't have enough time in imamo samo še te parih, recimo 6 minutk, preden, mislim, da Miha stopi na oder, dajmo narediti, a ste za to? A naredimo eno tako čist luštno kratko vizualizacijo, 5 minut, samo toliko, da se malo domišljija vklop. Ok, ajde. Jaz se bom, a se lahko jaz le usedem? Ok, jaz se bom usedla tudi. Jaz se bom tudi usedla, ok. Lansko leto smo naredili, ne vem, če se spomniš, Jure, 20 minut dolgo. Pa še glasba je bila, pa muzika je bila, pa čisto smo šli nekam. Danes tukaj samo malo prispodob v svoje glave, da se zasidra globoko noter, da boste vi potem s to mislijo odkorakali naprej v svet, ven iz te dvorane. Tako da, ok. Vam je udobno? Odkrižajte noge, boljš bo. Vem, da ste tako, a veš, en zraven drugega, nič hudega, toplo nam je, lepo nam je, vsi smo isto misleči tukaj noter. By the way, vedno se zgodi, da pridejo na konference tisti, ki ne bi rabili biti tukaj. Ampak ok. Ok. Ajde, odkrižamo tudi roke, odkrižamo noge, roke vaše čudovite so na vaših lepih seksi stegnih. Takole jih odložiš, malo se pobožaš, rečeš, res je, bolj se imam rada, kakor telefon. Ok, lepo rame dol, oči lepo zapremo. Tukaj smo vsi z dobrim namenom, da se učimo, da rastemo, da postajamo boljši. Prva stvar, ki bomo naredili, je samo to, da bomo naredili en res globok vdih. To pomeni, da se spodnji del trupa lepo razširi in odpre kakor en balon. Globok vdih, mogoče ga še niste do danes naredili, pa gremo globok vdih skozi nos in izdih skozi usta. Nič ne vam ne bo nerodno, vsi smo tukaj šampioni, treniramo svoje možgane. Globok vdih skozi nos in čim daljši izdih. Super. Rame padejo dol. Vsa napetost v mišicah na obrazu popusti,
Ne rabiš nič zadržati napetosti, niti v licih, čelu, čeljusti. Čeljust pade lepo dol, jezik lepo počiva na nebu. Super. In samo mirno, globoko, ritmično, umirjeno dihaš. Bolj ko dihaš, bolj se sproščaš, lahko tudi opaziš, katera roka je težja od druge. A je to desna, a je leva, a je desna. In tista, ki je težka, dovoli, da se še bolj potone v stegen, ki je pod tabo, ta druga se pa tudi tako sprosti. Rame padejo dol, ritne mišice popustijo, super. In bolj, ko se sproščaš, bolj se bistrijo tvoji možgani. In rata, kakor eno tako platno. Kakor da si zdaj v kinu, vse si danes v kinu, ampak zdaj si v svojem notranjem kinu. In zdaj si predstavljaš, da ko pritisneš daljinc, se pred tabo na velikem ekranu pojavi avto. In če dobro pogledaš, od odzune iz ptičje perspektive, si v avtu ti, ampak na potniškem sedežu. Avto vozi telefon, en ogromen orjaški telefon, pa roke se mu stegnejo ven iz tega telefona in drži močno ta volan. In ti kot sopotnica in sopotnik dovoliš, da ta naprava tebe pelje in ti samo gledaš to na ekranu. Kako te pelje v temačne gozdove, kako te pelje stran od družine, tiste, ki jo imaš najrajši, od svoje partnerke, partnerja, otročkov. Stran te pelje, ker ima to moč. Odpelje te nekam, ker si popolno raztrosena, anksiozno se počutiš. Odpelje te, daleč stran te odpelje, na pot, ki si jo ti ne želiš. Ok. Ker nam ta scenarij ni najbolj prijeten, se zdaj filmček ostavi. In ti imaš stop. In vzameš daljinc in pritisneš stop. In zdaj, ker imaš tudi za previd za nazaj, previ nazaj. Cel filmček se prevrti nazaj in spet vidiš avto, ki je na začetku te poti. Tolkrat si ti za volanom. A veste, kje pa telefon? Na sopotniškem sedežu, tak mejhen telefonček. Čist mejhen, koliko je mejhen, ne moram verjeti, pa se sem jaz ful večja od njega. Absolutno. In ne samo, da gledaš to zdaj skozi na tem platnu v ekranu, da skoč v svoje telo in sam začuti ta volan v svojih rokah. To je tvoje življenje. Ti si za volanom svojega življenja. In ti se odločiš, kam se boš peljal, po kakšnih poteh, skozi kakšne čudovite gozdove, planjave, države. In kdaj se boš zaustavila in kdaj greš naprej. In daj si samo predstavljaj, da ta mejhen telefonček, glej, ko je mečken, absolutno nima nobene kontrole nad tvojim življenjem, ker si ti večja, ker si ti močnejši. Zdaj pa v tvoje avto skočijo samo tvoji najdražji ljudje. Samo hop, noter, schopsajo se noter v avto. Odprete okna, prižgete na glas muziko. Kje so telefoni? Ni jih. Ne rabite jih. Ne rabimo jih. In muzika na glas, in poje se na glas, in veselje, in smeh, in zabava. Zakaj? Ker smo mi za volanom svojega življenja. Kakšna svoboda, kakšna sreča, kakšno veselje, kakšna hvaležnost, da sploh imamo to priložnost.
In ta mečkena napravca, zdaj mikro mečkena, nam pa služi samo za to, da ostanemo povezani, da si delimo lepe stvari in da še naprej rastemo. In dajmo zdaj na gas v to novo življenje, v novo leto 2026, polno čuječnosti, zavedanja in izbire. In narediš samo še en globok vdih in izdih. Še en globok vdih in izdih. Malo glavo premakni levo, desno, kroži z njo. Če hočeš, lahko stegneš roke sam nad sabo, pazi, da ne boš soseda udaril. Sam stegen se malo, stegen se, tako fajn se raztegen. In sama sebi in sam sebi daš en velik aplavz. Hvala lepa. Hvala. Najlepša hvala. Joj, hvala. Lepe praznike, čim bolj čuječe, če vas karkoli živcira, dihajte. Najejte se potice, objemajte se, lepo se mejte, pa res verjamem, da se v novem letu še kaj vidimo. Tale napravca je pa koliko velika? Mejhna, mikro mejhna. Glej, koliko je mejhna. Uživajte še naprej. Jure, hvala za povabilo, pa se vidimo še drugič. Nažalost ne morem ostati. V redu je, ne sekiri se. Hvala, Sara. Hvala, Sara.